Dober večer, spoštovane, spoštovani. Nocoj vam predstavljam klarinetista, pedagoga in skladatelja sodobne umetnostne glasbe, gospoda Uroša Rojka. Dober večer, voščim. Dober večer. Sodobna glasba, gospod Rojko, a je to pogreb akordov? Je to apokalipsa življenja? Lahko je marsikaj. Je gotovo izraz sodobnega skladatelja, ki živi v sodobnem času in je še živ. In glasba je vedno v zgodovini pravzaprav funkcionirala tako, da skladatelji, ki so ustvarjali glasbo, ki je še ni bilo, je bila nova. In za tisti čas verjetno več ali manj, velikokrat zelo nerazumljiva. To nas uči zgodovina, dogodki, škandali, krstnih izvedb in tako naprej, in danes je podobno. Ampak poglejte, tam, kot se za nas, ki nismo taki poznavalci glasbe, glasba konča na nek način, tako kot jo razumemo, se pa vaša šele začne. Ja, jaz mislim, da gre tu za to, da je veliko, v tem kontekstu bi človek lahko rekel, da je več vzporednih svetov. Glasba, ki je za vas, se dogaja danes, ampak glasba, ki morda ni za vas, se tudi dogaja danes. Zdaj se pa človek lahko vpraša, zakaj ni za vas. Tu je pa več dejavnikov. In tu se da, to je zelo dolga zgodba. No, posode pomivati se ne da ob tej glasbi. To glasbo je treba poslušati in kaj znanja o njej imeti. Ampak recimo v sodobni glasbi velikokrat govorimo o razširjenosti, razširjeni zvočnosti, razširjenih tehnikah. To se pravi, da se uporabljajo, iščejo izrazna sredstva, ki so drugačna, ki jih prej morda ni bilo. Ampak tudi to je v zgodovini bilo vedno. Recimo vemo, da je Beethoven na klavirje raztural, po slovensko povedano, je to slovensko, in trgal strune in tako naprej, ker takrat, če strune niso bile tako kvalitetne, kot je njegov izraz zahteval. In seveda so takrat že razmišljali, kako bi pa naredili take strune, da bi pa preživele Beethovenovo rohnenje na klavirju. In so v tem uspeli. To se pravi, da je tudi skladatelj oziroma ustvarjalec s svojim delom, s svojim impetusom povzroči in pomaga k temu, da se določene stvari premaknejo naprej. Se pravi, razvoj inštrumentov, razvoj glasbenega izraza, tehnike in vse to. Torej, vi skrbite za razvoj, mi se moramo potruditi, da bi to razumeli, ker moramo imeti tudi več znanja, ampak je tudi za izvajalce izjemno naporno, tehnična izvedljivost je izjemno težka in zahtevna. Pa vas bom najprej vprašala, a ste vi zato prepovedali Slovenski filharmoniji nastop z vašim koncertom za klavir in orkester zaradi slabe izvedbe takrat? Torej, to je bilo drzno, ne? Gre za klasični klavirski koncert. To se pravi, ta klavirski koncert ni bil, bi rekel, nek izraz sodobne glasbe. To je bila v bistvu moja zadnja skladba v okviru študija pri profesorju Urošu Kreku in v bistvu je, v tej skladbi sem že iskal tudi izhode iz teh tradicionalnih okvirov, ampak se ne more reči, da je to neka sodobna skladba. Ja, to je bila zgodba, ki je imela kar precejšnje, veliko hude krvi je bilo in tudi posledice, da jaz recimo 15 let približno nisem imel izvedbe v Slovenski filharmoniji. Kazen je prišla. Je bila kazen. Ja, mlad komponist, ki verjame v to, kar dela in kar naredi in res z dušo, srcem, telesom in tako naprej. In potem doživi situacijo, ko, mislim, tu se moramo dotakniti še enega drugega problema, kako glasba sploh funkcionira. Recimo v primerjavi z drugimi umetnostmi. Slikar naredi sliko od začetka do konca, pika. Kar je naredil, je narejeno za vse večne čase. Pisatelj napiše, pesnik napiše, potem beremo to, ampak to je tako. Pri glasbi se šele začne, ko je skladba napisana, potreben je interpret, potreben je izvajalec, potreben je nekdo, ki jo spravi v življenje. In tu se velikokrat lahko zaplete, če ta tisti, ki to naredi ali poskuša narediti, vzame to ali z levo roko ali
se mu ne da, ali ne razume, ali se ne poglobi, ali ne da dovolj časa, kar je simptomatičen problem, posebno v današnjem času, ko se vse krči, čim manj, ena vaja, degeneralka, ne, in koncert, s tem, da če se vrnem na vprašanje, da so sodobne skladbe težke, ne, jaz ne bi temu tako rekel, nekatere so res, nekatere so na meji izvedljivega ali celo neizvedljive, ne, pa bodo mogoče nekoč izvedljive. Ampak gre za drug problem, gre za to, da je pristop, oziroma, bom tako povedal, ni pianista, ki, kažem, mogoče je, ampak načelno ga ni, ki bi recimo eno pozno betovno sonato zaigral na koncertu po mesecu vadenja. Ne? Vsak se bo vzel pol leta, leto, preden to vse prebavi in tako naprej, posebno v stari čusi in tako naprej. Pri sodobni glasbi pa pričakujejo, da se bo z eno, dvemi vajami to uredilo. Zato sem vas to vprašala, skratka, z njihovo izvedbo niste bili zadovoljni. Ne, no, generalka je propadla. Ja, no, meni se zdi to odlična poteza, da ste povedali svoje mnenje in ste rekli, tako naj moj ta klasični koncert za klavirni orkester naj ne zveni. Torej, jaz vam lahko povem eno kratko, mislim, čist mečken drobec iz tiste situacije, ko sem jaz prišel v 7:30 v Cankarjev dom, je prišel k meni trobentač iz Slovenske filharmonije, ki je igral na koncertu in rekel, Uroš, ti bi moral to prepovedati. Jaz sem rekel, sej sem. Kaj res? Mislim, hočem povedati, da ni ostalo prikrito glasbenikom, da so se dogajale stvari, ki res... Ampak tudi, gospod Rojko, tudi vaš klarinet dolgo ni zvenel tako, kot bi moral. Samo piskal je, ne? Ja, to je pa... Dolgo je trajalo, koliko 2 leti, ne, recimo, rečeva. Več. Ampak povejte mi, a ni tudi pisk v vaši sodobni glasbi že na črtovju? A ni tudi pisk igranja in glasba? Torej, razlika je pisk po nesreči, na napačnem mestu in takrat, ko bi morali nekaj drugega zveneti, ali pa pisk na pravem mestu, ki želi nekaj izraziti. Lahko je celo, lahko bi rekel, da je to lahko isti zvok, ampak kar je v drugem kontekstu. Tu smo pa tam, gre za kontekst. Kontekst je tisti, ki v bistvu upraviči ali legalizira določene postopke ali pa ne. Če so stvari narobe v kontekstu postavljene, potem stvari ne funkcionirajo. In obratno. Velikokrat, ko govoriva o klarinetu, ste igrali tudi na pol klarinet. Skratka, a je ta pol klarinet zgoraj brez ali spodaj brez? Odvisno, kako ga pogledamo. Če ga prav obrnemo, potem je v bistvu zgoraj brez, ja. In spodaj z. Kaj ste dosegli s tem, da ga je samo polovico? Gre za nove zvoke ali... Ja. Seveda, vsak ustvarjalec, bi rekel, ki je resen, iskren in ki se zaveda svoje odgovornosti do sebe, do umetnosti in ne nazadnje do poslušalstva, čeprav tu lahko takoj začnemo se pogovarjati, katerega poslušalstva, kdo je tisti in tako naprej, seveda, smo različni, imamo različne okuse, pa vendar narediti nekaj, kar ustvarjalec išče svojo pot, išče možnosti, kako, na kakšen način izraziti tisto, kar bi rad izrazil. Seveda. Ustvarjalec, instrumentalist. Ne, zdaj govorim že kot skladatelj. Kot skladatelj. Ampak v tem primeru sem jaz tudi seveda klarinetist, ki je svojo klarinetistično kariero zaradi vnetja živcev prekinil nekoč in dolgo ni igral, potem je pa spet začel igrati in nekako drugače. Ali lahko dava zdaj na polovičko? Ja, no, jaz sem tukaj dejansko en klarinet, to je A-klarinet, ki je nekoliko večji kot B-klarinet in ugotovil sem, da ta klarinet bolj funkcionira. Zdaj, če čist na hitro povem razlog, da se je to zgodilo. Jaz sem nekoč napisal trio za violino, pol klarinet in klavir. In tam sem raziskoval neke možnosti, ki so me navdušile in potem je to bilo to in sem pozabil. Potem sem pa leta 2006 s sjajnim akordionistom Lukom Juhartom imela koncert v Račah pri Mariboru, kjer je bil gost večera tudi Vinko Globokar. Imela sva program sam, torej kot duo, harmonika in klarinet, ampak Luka je igral tudi solo skladbo
Dialog o zraku Vinka Globokarja, to je za solo violino, harmoniko, akordeon. No in ko so pripravljali program, so rekli, ja, zdaj, če oni igrajo na solo skladbo, pa bi moral jaz tudi, ne, in pa sem jaz razmišljal, kaj pa bi igral in sem se spomnil tega polklarineta. Polklarinet je namreč tole, smo rekli, zgoraj brez, ne, in sem začel eksperimentirati in prišel do zelo zanimivih, torej presenetljivih zvočnih zvočnih postopkov, torej polklarinet je že to, ampak tudi to, če usnik direktno pritrdim na spodnji del, pa jaz ni zgoraj brez, ne, se je usnik gor, ampak je malo manj zgoraj, ne. Ampak seveda to povzroči, zdaj klarinet krajši, igram ga lahko samo z eno roko, leva nima, ne, ker ni tistega dela, ne, ampak z levo lahko delujem kot recimo Vinko Globokar na pozavni, na primer, ne. In zdaj zvoki, no, če malo zaigram, ne. Se pravi, lahko z levo roko in take stvari. Lahko pa tudi igram brez usnika, kar je načelno pri poslušalcih, ustvaril sem skladbo, ki je nastala iz improvizacije, ki sem jo pa po približno 9 letih izvajanja, ko se je izoblikovala do neke morda končne podobe, čeprav se še zmeraj naprej razvija, sem jo zapisal, ne, tako da zdaj lahko tudi drugi ljudje igrajo to, prej sem jaz to igral. No, ampak recimo prvi del te skladbe je dejansko na ta način, pač je določena pot pripovedovanja in tako naprej, potem pa sredi skladbe gre usnik dol in potem začne polklarinet pripovedovati, ne, dobesedno pripovedovati, ne. Skoraj kot človek. In tako naprej, lahko se tudi krega, ne. Se že je malo. Ja, ne, se je malo kregal. No, ampak recimo, ko sem to raziskoval, sem videl, kaj vse, recimo tudi kot da bi jaz bil en ljudski godec, recimo nekje v nekih črnogorskih gorah, recimo, ne. In tako naprej. Seveda malo drugače, ne. No, in iz tega sem jaz izoblikoval celo dramaturgijo skladbe. In moram reči, da igral sem jo po celi Evropi, tudi v Ameriki. Prosim? Vedno bliže mi je. Ja, to, krasno. No, ampak res, igral sem jo kot pedagog, tudi ko sem poučeval klarinet v Freiburgu, recimo smo imeli koncerte in sem to igral za otroke, starše, igral sem to torej profesionalna publika, strokovnjaki za sodobno muziko, mislim res, in povsod je ta skladba nekako, ima ena sugestivna moč, ker je tudi, ponavadi se tudi sprehajam, na koncu skladbe odidem in je tak, bi rekel, kot da bi, ja, naslov skladbe je pa seveda monolog padlega angela, ne, to je tudi seveda vse, padli angel je v bistvu v širšem pogledu človek sam, ne, in potem na koncu, ko odide, se zvok dejansko v prostoru izgine. Je v fade out. Fade out, v čisto nič, ne, tišina, no, skratka. Ja. No, sem zelo vesel, da mi je ta skladba nekako prišla nasproti. Je pa vaše prvo glasbilo, pa ni zaigralo, ampak vam je zadišalo po vezelinu in lesu. Ja, mislim, tega ne bom nikoli pozabil, tega res, to je neverjetno. Čigava je bila ta Frulica, kje ste jo? Takrat smo živeli, jaz sem kot otrok. Prustovski pristop. Ja, kako ostane v spominu, v bistvu, katera čutila so tista, na katera, ki ostanejo, mislim, česar se človek spomni, ne, in dejansko. Vonj je zame bil res povezan s temi prvimi glasbenimi koraki, kot, ne vem, kot da bi bil v nekem raju, ne. Ker je v Tolminu, ker smo se pač preselili v Tolmin in jaz sem tam v vrtec hodil in osnovno šolo in zelo zgodaj, pri 6 letih nekaj takega sem začel igrati Frulico, blok flauto, ne. Čigava je bila, kje se je? Ja, ne vem, naenkrat je prišla v hišo in mogoče je bil rojstni dan, mogoče je bilo novo leto, to se ne spomnim, ampak jaz sem tisto škatlico odprl in not je bila in je zadišala po tistem vazelinu in tako naprej in potem sem jaz, to je zame bilo
kraljestvo. In potem v Tolminu, ne daleč je bila, od kjer smo živeli, na Gregorčičevi ulici, je bila glasbena šola. Ne? In tam, ko so šli po stopnicah, not stara vila, krasna, lepa. No, in lesene stopnice in staro pohištvo. In tisto je dišalo spet, tisto staro pohištvo. In pozneje v življenju, kadarkoli sem v Ljubljani, tudi recimo, ne vem, kjer je bil še star klavir, isti von, mene je kar... Poneslo. Ja, to je to. Ampak, zakaj ste pa vi šli iz Ljubljane v Tolmin? Torej, Zakaj bi človek šel? Ja, jaz sem se rodil v Ljubljani, moj oče je bil geodet, Kartograf tudi? kartograf pozneje, na začetku je pa on veliko po terenu hodil. Mislim, on je traser, on je celo z Jugoslavijo, takrat, no, večji del Jugoslavije, da je prehodil in s traserko, teodolitom, so se to... In zaradi njegove službe ste šli v Tolmin? Ja, ker se je on zaposlil na Soškem gozdnem gospodarstvu v Tolminu. In smo preko Pocela, ker smo 2 leti na Soči, menda bili, pa smo prišli v Tolmin. No, in potem ste se pa morali iz Tolmina 3 ure v Ljubljano in 3 ure nazaj v glasbeno šolo. Torej, v glasbeno šolo sem hodil v Tolminu, ampak potem v 6. razredu osnovne šole. Ja, no, takrat sem jaz pol veliko igral, seveda, oziroma moj prvi učitelj klarineta je bil Stane Tušar in nažalost je umrl po 1 letu v nesreči in potem sem 4 leta v bistvu igral sam in potem me je učil Zorko Fon, ki je bil violinist in fotograf, o klarinetu ni vedel nič, je bil pa seveda muzikus, ne, in on mi je lahko vse glasbe, ne, klarinet pa ni mogel tehnično, ne, in potem 4 leta sem tako igral, da sem recimo imel prste takole, čist skrivinčne, tako da ne, ampak bil sem pa izredno muzikalen in tako, in pa sem igral enkrat na glasbeni reviji v Novi Gorici in me je slišal Matija Tercel, ki je bil pa direktor srednje glasbene šole, takrat je bila to srednja glasbena šola, zdaj je to konzervatorij, in rekel, da moram pa jaz priti v Ljubljano, zares študirati klarinet. Ampak, prekinila vas bom. A je oče imel ambicijo, da bi bili vi glasbenik? Vaš oče je bil namreč neverjeten človek, ne? Imel je svojo temnico, imel je svoj, presnemaval je Teslin magnetoskop, magnetofon. Fotografiral, ja. Sam sebi je zdravje tudi rešil, ne? Ko si je vretenca rešil. In še zmeraj, no. Izohipse. Ja, vse. In še zmeraj je tako. Koliko vas je prepustil k svojemu delu in koliko starši imajo neke ambicije, kaj bodo otroci, ne? Je imel on to? Torej, jaz ne bom rekel, da je imel on ambicijo, ampak bila sta oba dva starša zgled. Doma se je muziciralo, se je pelo skozi. Mama je veliko pela, ne, opere. Ampak tudi oče v bistvu, mislim, mama je zmeraj poslušala Radio Slovenija, Radio Ljubljana, ali kako je bilo takrat, ne? Radio Ljubljana. Ja, operne oddajanje, znala vse operne arije na pamet in tako naprej, ampak oba sta pela tudi doma in on je igral na harmoniko, mislim, on je res zelo dobro igral harmoniko, bil je samouk. On prihaja iz kmečke družine, iz Štrigove, se pravi vzhodne. Precej razvite kmetije. Ja, in on je ob 4 zjutraj šel kosit, potem je pa šel harmoniko vaditi in se je učil teorijo sam. Glasba je bila na nek način doma, ne? Ja, in je bilo, saj pravim, to mene ni noben spraševal, a bi jaz se z glasbo ukvarjal, tista frulica se je tam najdla in jaz sem bil presrečen in oni so očitno videli, da sem jaz presrečen in kar naenkrat se je pojavil klarinet, ne. Niso rekli, mislim, mene ni noben vprašal, a bi raj flauto, ali klarinet, ali trobento, klarinet se je pojavil. In jaz sem bil presrečen, zame je bilo to fenomenalno. Vaša mama je bila pa tudi vzgojiteljica? Ona je bila v vrtcu. V vrtcu? Koliko, a ste jo kdaj poprašali kasneje, ker ste tudi vi pedagog, za kakšne ukrepe, za kakšen način, kako recimo ravnati s kom, ki ni dovolj poslušen, discipliniran? Ja, ona je imela bolj izkušnje z otroci, ne, res v vrtcu. Jaz teh izkušenj nikoli nisem imel, tako da v bistvu ne, ona je na drug način mogoče, mislim, seveda, to je veliko tega, ne, ampak ona, kar pa ni nenazadnje, kar ni nepomembno tudi zame bilo, da je ona pisala tekste. Ona je pisala tekste za otroke, za svoje službene potrebe v bistvu, ne, za dogodke in ono in tretje, ampak je zelo, zelo je to šlo, ne, in je pisala res take tekste, kot je napisala Ljubljanskega zmaja, recimo, ne. Ona je napisala tekst Ljubljanski zmaj. Ne? Otroci poznate Ljubljanskega zmaja? Vsak dan na trgu zeleno solato prodaja.
Zdaj sem narobe povedal, ker se ni rimalo. Zdaj sem malo pozabil, ampak je krasen tekst in jaz sem napisal potem dejansko pesnico Ljubljanski zmaj, ko sem učil 3 leta na osnovni šoli Majde Vrhovnik, sem imel svoj orkestrček, 2 zborčka in smo potem z otroškim zborom dejansko to krstili in tako naprej. Bil je pa kot otrok gospod Uroš Erojko precej namiren. Ja, čisto. Vedenje tudi 4, včasih celo 3. Ja. In luštna zgodbica je, ko smo, tudi mi smo še pozdravljali za domovino s Titom naprej. Ja. Vi ste ga poslali nazaj, vi ste rekli? Ja. Za domovino s Titom nazaj. Ja, zdaj se je zdelo to odštekano. Zakaj vsi? Že takrat se mi zdi, da sem bil upornik. Seveda sem bil upornik in vse, kar bi vsi, se mi je zdelo brez veze. Se pravi, bi drugače. Kako je bilo pa doma potem, ko so starši prišli iz šole? Kdo je hodil na roditeljske sestanke, mama, oče? Ja, enkrat drug, je bila kar kontrola. Reakcija doma? Ja, to sem pozabil, to se sploh ne spomnim, ampak vem, jaz mislim, da so oni mogoče na tihoma še bili nekako ponosni, ne vem, v glavnem. Ja, mogoče so začutili, da je ta uporniški duh, da je to znak, da se ne bom pustil v kakršenkoli kalup upet. Ja. Deklica, pa ste prizdigovali krila. Tudi tisti, ki vam je bila všeč? Ja, predvsem, ja. Jaz sem bil bolj plašen. Skratka, kako? Privzdignili ste. Probava. Ja, v odmoru, ne, jaz ne vem, kako je danes to. Danes vsi sam v mobitel, sam v smartfone gledajo, pa tam prizdigajo, mogoče digitalno. Mi smo vse delali analogno, seveda. In kletvice. To pa zdaj konec tega opusa v vašem vedenju. Tudi kletvice vam niso bile tuje, namreč ko ste šli kaj na zadnji izpit, na glasbeno šolo, pa ste skoraj popoldanski spanec. Groza. To me ne bi smeli spomniti na ta. Ja, kletvica, jaz ne bom izrekla, ampak katera kletvica vas je rešila potem, ko 3-krat, 4-krat? Rešila. A ja, se gre tako, ne gre tako? Enkrat pol, mogoče moramo povedati, kaj je bilo. Bil je pač moj diplomski koncert na srednji glasbeni šoli. Ste šli spat pred tem, ne? Ja, nikoli pred svojim, veliko sem nastopil takrat, ampak nikoli pred koncertom nisem šel spat. In pred diplomskim koncertom mi nekdo rekel, prijateljsko, svetoval, pejt spat, se boš spočil pa to. In jaz, mogoče pa res, nisem šel spat. In potem pridem jaz na oder in takole, igral sem pa 2-3 skladbe na pamet, in sploh nisem vedel, mislim, meni se možgani sploh niso skoordinirali, leva polovica, desna polovica, nič ni funkcioniralo. In potem k sreči sem bil dobro natreniran, da so prsti sami igrali, ustnik, vse to je samo igrali, jaz pa sem se skušal skoncentrirati. Ampak potem je prišla ena kadenca, vem, kdor ne ve, kaj je kadenca, to je tisto vložek v skladbi, ko je inštrument sam in ni nobene pomoči, ne z leve, ne z desne, in je ponovadi virtuozen, in je ponovadi nor. In seveda, to sem jaz vse zelo dobro znal, ampak potem in šlo ni šlo več naprej. In seveda vsak, in še enkrat. In pri vsakem poskusu, ko ti vročica takole v obraz, povsod, če si že moker, uno, tretje in pa kaj zdaj. 3 pikice, pa je pa šlo. Ampak navdušen pa ni bil nobeden. Ja, mene je odrešila, šokirala je pa ves auditorium, totalno šokirala, nezaslišano se je zgodilo. Jaz mislim, da niso razumeli, da je to bilo zame, da je to bilo odrešilno, niso tega razumeli. Ali pa kaj še ne, sigurno. Kako bi pa kletvica bila zapisana v notnem črtovju? Grafično? Ja, grafično, seveda. Mislim, zdaj, če bi kletvica bila napisana realno, to se pravi tako, kot jo prebereš, bi bil to pleonazem, ker je to ponovitev istega, zapišeš isto. Glasbena interpretacija je gotovo potem čustveni naboj, občutek ali pa recimo nekaj strahljivega ali pa tisto, na katerega tisto leti, se pravi, da če je to nek glasbeni krik, naj bi zadev tistega, ki mu je namenjen, pač na ta način, da bi razumel. In to ni nujno samo forte, to ni nujno samo
Ne, da je glasno. Ja, tu je nabor možnosti je neskončen, ne, ker to je spet kontekst, ne, da se z enim samim pogledom nekoga ubiti. Da. Že prej ste omenili, da ste zaradi poškodbe roke morali in bolečin morali prenehati igrati klarinet in ste omahnili naravnost na služenje vojaškega roka v Črnogoro. Točno. Tam ste pa tudi izjemno dobro risali portrete svojih kolegov. Ja, jaz sem vedno risal. Jaz sem že v osnovni šoli, torej, omenili ste, da sem bil nemeren v šoli, pa da sem imel vedenje 4. Ne, vse drži. Ampak pri 2 predmetih sem bil pa sijajen. Glasba in risanje, likovni pouk. Tam me ni bilo treba miriti, tam sem bil ustvarjalen. In jaz mislim, da ja, pač, ko sem jaz začutil, da jaz lahko ustvarjam, me pač ni bilo treba miriti, ne. In sem imel ogromno akvarelov, s tušem, risb, vse to, sam teh slik nimam. To sem jaz takrat pač učiteljicam, tršicam dal, ali moral dati in je tam ostalo, pa je bil pa potres in se je osnovna šola zrušila in ne vem, kje so te slike. Povejte, ste tam v vojski, služenju vojaškega roka postali dedec moški, kot smo včasih mislili, moški mora iti v vojsko? Ste se počutili? To sem bil že prej, zato ker sem relativno pozno, v bistvu za tiste... Všeč taki samozavest ljudje sem ja, v bistvu to, da sem šel v vojsko, sem moral prekiniti eno zvezo, v kateri sem bil lahko zelo moški že, ne, tako da mi ni bilo te potrditve v vojski potrebno, mislim, se v vojski... Ampak ste se počutili potem bolj... Disciplino sem tudi že do neke mere imel. Ne, v vojski, v mojem primeru, mislim, govorim samo v mojem primeru, ker so izkušnje bile tudi mojih kolegov, recimo, precej drugačne tudi, ne, ampak moja izkušnja je bila, da nikoli v življenju nisem imel ne prej, ne pol toliko časa kot v vojski. Ste si pa takrat dopisovala v vojski z Žaretom Prinčičem? Ja. Kaj je bil on dirigent? Ja, on je takrat dirigiral, študiral dirigiranje. Vi ste se pa pripravljali za... Jaz sem pa se odločil, ja, seveda, pol, ker sem bil, torej, v vojsko sem šel zato, upajoč, da v tem času se bo moja roka uredila, pa da bom pol nadaljeval. Ampak med tem seveda sem jaz tudi že komponiral, kot tudi risal sem že v osnovni šoli in zmeri, tako in tako, vse te stvari sem delal, sem pa se odločil, da pravzaprav, oziroma takrat, ko se je z roko to začelo, sem začel resno razmišljati, da mogoče pa ta klarinet ni moja usoda, ne. In ker sem pa že itak komponiral in tako naprej, sem rekel, kaj pa če bi poskusil kompozicijo. In takrat sem prosil profesorja Kreka za sestanek, sva se dobila, sva se pogovorila in je rekel, ja, bomo videli, ne, in sem šel v vojsko. Ampak seveda je rekel, jasno, sprejemne izpite je treba narediti, ne, harmonija, kontrapunkt. In zato sta si Ja, in dopisovala... jaz sem pa bil prej klarinetist in nisem imel teh teoretskih predmetov tako intenzivnih, kot so jih imeli teoretiki. Žare Prinčič bil pa teoretik in dirigent in je seveda te stvari zelo dobro obvladal, ne. In vi ste mu to po pošti, klasični pošti pošiljali? Ja, takrat ni bilo interneta, ne. In nazaj dobivali? Ja, iz Tivata sem popravljal, ne, on je popravljal, jaz sem pisal naloge iz kontrapunkta, triglasni, floridus, na začetku, mislim, vse te celinka proti celinki, celinka proti polovinkah, sinkope, vse te. Ampak bilo je zelo rdeče počečkano. Ja, potem seveda, takrat sem videl, koliko malo je možno karkoli narediti, če delaš po pravilih. Ampak kaj vam ni šlo, če vam je Žare Prinčič vse rdeče nazaj pošiljal? Česa niste obvladali, kompozicije? Itak ne, saj nisem bil še komponist. Mislim, relativno, ne, problem je bil ta. On je vsako napako, torej strogi stavek, to je kategorija strogi stavek, kontrapunkt, strogi stavek, ne. Strogi stavek pomeni, da so taka in taka pravila, ki so strogo mišljena. To se pravi, da ne sme biti nobeno pravilo prekršeno. Ampak strogi stavek ni uporabljen v nobenem umetniškem delu, nikoli bil. Renesančni skladatelji, baročni skladatelji nikoli niso pisali strogi stavek. To je šolska iznajdba za učenje neke tehnike in neke discipline. No in on je to dobesedno vzel, jaz sem hvaležen bil, ker sem se res teh pravil naučil, ampak hkrati sem pa videl, da ustvarjalnega impetusa, tle bi naredil jaz melodijo tako, ne moreš ustvariti, ker s tem moraš narediti neko napako, neko
korektnost v smislu tega strogega stavka. In potem, kasneje, ko sem jaz začel študirati tudi recimo literaturo z tega področja in spoznavati, kako so dejansko mojstri takrat komponirali v strogem stavku, sem videl, da so bili dosti bolj svobodni. Seveda, ker so želeli nekaj izraziti, ker so potrebovali to svobodo, da so lahko melodično linijo speljali na ta način, ko so jih želeli in tako naprej. In ko ste prej omenili, da ste risali v vojski tudi svojemu profesorju Urošu Kreku, ste ob koncu študija, jaz sem videla to grafiko, meni je fantastična. Zakaj ste ji dali pošast naslov tej grafiki? Ja, to sploh ne zato, da bi to Urošu Kreku podaril. Podaril sem mu je zato, ker je ta slika bila en tak artefakt najinega sodelovanja, pravzaprav izraz najinih debat. Midva nisva debatirala samo o kompoziciji in samo o glasbenih stvareh, ampak debatirala sva o vseh stvareh, ker je bil on tudi človek, ki ga je vse zanimalo in zelo čuteč humanist, on je bil en velik humanist, ki je zelo veliko razmišljal o problematiki tega sveta. Jaz pa po drugi strani bolj naivno seveda, ampak sem nekako čutil, jaz sem že v osnovni šoli nekako, ne vem, kaj je bilo z mano, ampak jaz sem razmišljal, da bo tretja svetovna vojna. Jaz sem takrat se bal, da bo tretja svetovna vojna. In sem imel vse te o atomskih bombah, glavah in tako naprej. In pol, mislim, da sem bil v gimnaziji, ko sem to slikal, tudi velika slika v tušu in oglu. Zelo veliko zgodb. Ja, ker sem eno kompozicijo naredil, ker je pošast, ki je narejena iz samih tehničnih dosežkov, torej atomskih glav, so zobje, letalonosilka in tako naprej, jezik na jeziku, pa kup smeti in kanta za smeti in v njej en debelinko z napolnjenimi usti z bankovci. Pač točno to, kar živimo še danes. Se pravi, ena izpoved apokalipse sodobnega sveta. Hvala Bogu, smo še zmeraj pred tem, ampak no, in ko sem jaz zaključil ta izpit, sem mu pač poklonil to sliko, ker seveda je sigurno, on je ni obesil, v okviru pa obesil. Kje pa mislite, da je imel kakšno predalo? Nažalost je on že pokojni, že dolgo in ne vem, kam je slika šla. Moj oče je pa to sliko fotografiral na velik format, tako da se je ohranila kopija in reprodukcija, tako rekoč, original ne vem, kje je. Mogoče, če bi kakšen gledalec, zdaj, ko bo gledal to oddajo, slučajno ve, kje ta slika je, bom pa vesel, če bo sporočil. Morda pa bo odziv. Potem ste šli pa v Nemčijo na postdiplomski študij, kjer ste bili ste v Freiburgu. Tam ste se naučili določenega načina komponiranja, tudi kompozicije. Ampak potem, ko ste bili kasneje v Hamburgu pri Ligetiju, on vas je pa ravno kar se strukturiranja skladbe razočaral, kot da mu način, kako nastaja skladba, ne pomeni dovolj. Ja, to je spet zelo dolga zgodba. Dva različna pristopa, ne? Ja, absolutno. Jaz sem imel v bistvu veliko srečo, da sem imel res te tri pedagoge, Uroša Kreka, Klausa Huberja v Freiburgu in Ligetija v Hamburgu. In sem imel tudi srečo, da je bilo to vse v tem vrstnem redu, ker če bi bil drugačen vrstni red, mogoče ne bi bilo tako v redu. Ker vendarle sem jaz štartal kot klarinetist, ne kot teoretik, dirigent, skladatelj, ampak kot klarinetist in mi je manjkalo precej teh podrasti in teh teoretičnih znanj, ki sem jih potem seveda pridobival in seveda vse nadoknadil, ampak mogoče še to bolj hrepenel po radikalnih stvareh, da pa res se nekaj zgodi. In recimo, jaz sem potem, ko sem končal študij v Ljubljani, 3 leta, mislim, da sem bil še tu, seveda, komponiral, napisal več kot 30 skladb že različnih orkestrov, komorne glasbe, zbora in tako naprej, ampak sem imel občutek, da se ponavljam, da se vrtim v krogu, da ne morem naprej. Želel sem nekaj drugega, nisem pa vedel kako. In to je bil glavni razlog, da sem šel v tujino, ker sem zvedel, da stvari potekajo drugače. In v Freiburgu dejansko sem se soočil z nemško avantgardo, predvsem, kjer sem to srkal, iskal sebe,
na novo definiral sebe, na novo postavljal določene sploh, kaj je to estetika, kaj je glasbeni izraz, kaj je sodobnost, kaj je tudi v slikarstvu, v drugih panogah, mislim, in ugotovil, spoznal, kako je naš slovenski svet v bistvu, ja, recimo, kot ne samo slovenski, ampak tudi bivša Jugoslavija, se pravi Balkan, vesta in tudi precejšnji del vzhodne Evrope, nekdanjih, slovanski duh. ja, slovanska duša, ne, lahko temu rečemo, kjer je bolj ostala in hrepenela po tem čustvenem izlivu. Ne. Vsak skladatelj danes bi rekel, če ga vprašaš, kaj je smisel njegove umetnosti, bi rekel, izraz mojih čustev, da izrazim svoje čustva. Seveda, jasno, saj tudi jaz izražam svoje čustva. Torej, čeprav menite, mogoče si kdo misli, da izražam bes. Vse to je tudi čustvo, ja. Torej, menite, da vas slovanska duša vseeno tudi v glasbi, v samem ustvarjanju nekje opredeljuje? Sigurno, gotovo. Samo, kljub temu, jaz sebe ne vidim, sem slovenski skladatelj, ampak sebe ne vidim, ni to pomembno. Tudi to, da sem Slovan, jaz sem zemljan, ne, tudi gibljem se, sem nomad, mislim pač, tako, torej nomadsko življenje, to pomeni, da se giblješ, da potuješ, da ustvarjaš tam in tako naprej. Tako življenje ima Vinko Globokar, je tudi veliki nomad, naš največji nomad, ne. To ima plus in minus, ne. Je vas kdaj blokirala to dvojno življenje? Vi ste koliko, 19 let ste živeli v Nemčiji, pa še danes živite malo v Nemčiji, malo v Sloveniji? Jaz živim od 83 do 2012 sem živel v bistvu, koliko je to? To je 30 let skoraj, ne. Ste čutili, da je to blokado? Več sem živel v tujini kot doma, ne. Zdaj postaja približno polovica. Da. Ja, so bile blokade, seveda, ne, ker vzpostavi se vprašanje identitete, ne. Ker je tvoja notranjost je povezana s tvojimi koreninami, ki so bistveno drugačne, tvoja zavest hrepeni po novih spoznanjih in potem se najdeš v precepu, ko te vleče na obe strani, ne, in združiti to ni lahko, ne. Je potrebno precej modrosti, potrpežljivosti in grenkih izkušenj, da ti mogoče v določenem trenutku da občutek, da zdaj ti je pa uspelo to združiti, integrirati in da v tistem trenutku ugotoviš, da sploh ni pomembno, kako tista stran ali tista stran ocenjuje vrednoti to, kar si naredil, ampak sam čutiš, da je to tisto, kar si moral narediti, ne. Ste pa tudi ljubezen našli v Nemčiji? Ja, seveda. Zaljubljali ste se sicer venomer, mislim, da je na Mateja Tušar, da je bila vaša prva, tam ste bili še... Ja, ta ni bila v Nemčiji, ta je bila kar v Tolminu. Če gre kar po vrsti. Zaljubljeni ste bili tudi... Moja prva mladostna ljubezen. Ja, potem Irena Grafenauer, ne? Ja, to se pa ne sme povedati, oziroma, no, če bo ona zdaj gledala to oddajo, ne, pač to je bila skrivna ljubezen, to je bila neizpovedana ljubezen, to je bila tajna, to čustvo je bilo popolnoma, mislim, čist samo moje v določenih trenutkih, v določenem dobu, ko sem se velikokrat srečevala, nikoli ni vedela nič o tem. Dobro. No pa, pustite zdaj, kako je šlo pa naprej potem? Ja, no, potem so bile vse mogoče dramatične situacije. Ste poročeni? Ne, trenutno nisem poročen. Sem pa dvakrat ločen, imam 3 otroke, odrasle že, hči Katarina je 35, potem je Jaša, ki bo drugo leto 30 in mlajši sin, ki je pa 27. Lep se mi zdi nabor. Živi pa v Braziliji. In je specialist, popravlja računalnike in tako. No, se pravi, kakšna poroka se pa še zna zgoditi, ne? Sigurno, nikoli ni prepozno. Mislim, oziroma tako, ne, če bo samo še enkrat. Si tako rečete dokončno? Ne, tako sem se tudi odločil, ker če ta potem ne bo zdržala, če ta ne bo prenesla, če ta ne bo preživela smrti, ali kako se lahko reče, če smrt ne bo preživela ne. No, na ta način, no, potem nima smisla, pol nima smisla. No, prej zdaj sva naredila pač preskok, ne, slovanska duša, Nemčija in tako dalje. Kvantni preskok. Ja, če greva, recimo,
Vinko Globokar je zelo duhovito rekel, da v času po drugi svetovni vojni, torej v času avantgarde, da je zaradi megle v Ljubljani pač letalo avantgarde pristalo v Zagrebu. Bi lahko vi rekli, da je bila Nemčija vaš Zagreb? Ja, mojo meglo sem seveda v Nemčiji razpršil in gotovo. Samo tam vsaka megla se, torej ne bi rekel mogoče megla, ampak tista kalna voda, ne, oziroma če hočeš očistiti stvari, moraš začeti mešati in to potem postane vse kalno in grozno in to, ampak na ta način lahko stvari očistiš, drugače jih ne moreš, ne, in ta katarza, čiščenje se je zgodilo pri meni seveda v Nemčiji. Zelo iskreno, zelo globoko in eksistencialno. In potem, ko sem pa se vračal sem se vedno v Slovenijo, seveda, leta 1995 sem pač bil nekako izbran za profesorja kompozicije tudi v Ljubljani, na Ljubljanski akademiji. Takrat sem se potem... Ste še redni profesor? Ja, še, ja. Vedno bolj, ja. In nekaj časa bom še, no. Tako. In seveda, takrat se je pojavil pa drug vidik vsega tega, ne. Seveda, ena osnovna ideja izobraževanja, spoznavanja resnic, znanj, absorbiranja vsega tega je sebe, koliko se da izpopolniti, opremiti s tem, da lahko izvajaš, upravljaš tisto, kar želiš, po drugi strani pa seveda tudi, da lahko to predajaš naprej, ne, kar je seveda nujno, ne. In pri tem se pa v mojem primeru gotovo, da so se pojavile na začetku popolnoma nepredvidene situacije, ko sem imel občutek, da to, kar pa jaz zdaj znam, da to, kar pa jaz prinašam zdaj, ta, bi rekel, sveži, tako sem ga jaz razumel, veter iz tujine, da mogoče tu sploh ni bil zaželen, da je bil tuj, da je bil nerazumljen in tako naprej, ne. Kar je seveda, kar jaz tudi razumem, ker tudi sam prej, ko sem bil še tu, ne bi razumel tega. Kako se pa boriti pred temi predsodki, da sodobna glasba, da je ne razumejo ne vrabci, ne ljudje? Kako se... Ja, prvo, kar bi rekel, je to, da je ne razumejo vrabci, včasih bi lahko rekel, da je prej razumejo vrabci kot ljudje, ne? Ampak spet kateri ljudje, ne? To je tako, ne? V slikarstvu zgleda, da to ni bil problem, ko je Picasso odkril kubizem in je začel perspektive postavljati tako, da je bil obraz z različnih pozicij. Naenkrat je tisto, kar se je videlo, bilo za nekoga, ki, če primerjam z enim poslušalcem, ki ne razume sodobne glasbe, da je to en likovni zmazek. Ker kaj je zdaj to, vho s te strani in tako naprej. Suprematizem, kjer so liki, Malevič, recimo, kjer je črni kvadrat. Ja, to pa res lahko vsi naredi. Tle imamo za en kvadrat, ki je bel, saj je tudi bel kvadrat. Mislite, da je v glasbi pa... Ja, to, da je neka umetnost, ja, da neka umetnost ima svojo logiko razvoja, da se, to ne pomeni, torej razvoj umetnosti ne pomeni, da je tista, ki je bolj razvita ali pa ki se je razvila za česa, da je boljša. Sploh ne, drugačna, ne, nikakor ne moramo trditi, nisem ta zadnji, ki bi kaj takega upal reči ali pa trditi, da je sodobna glasba boljša od romantične ali klasične. Ne gre za to, ampak gre za to, da klasična romantična glasba je nastajala v tistem času in je to famozna umetnost. Če pa nekdo tako umetnost danes producira, potem jaz pravim, mora narediti boljše, kot so te mojstri naredili, če ne bi imela to smisel. Ampak to ponavadi ne funkcionira. No, daj vam in vas zdaj malo prisluhniti en malemu delčku te vaše sodobne umetnostne glasbe in ga tudi pogledati. Dajmo. Smo pa v času, ko vedno bolj gledamo z očmi, kot poslušamo.
In kako pa sodobna umetnostna glasba išče te nove manifestativne oblike? Ja, dejansko živimo v dobi vizualizacije, oziroma šli smo postali smo veliko bolj vizualni in manj audialni, če smem tako reči. Potrebujemo informacijo, ki jo vidimo. Seveda nas v to silijo tudi mediji. Hitrost časa tudi verjetno. In recimo vse to tehnologije od pametnih telefonov do, mislim, vse to vizualizacija, seveda. Ampak ni pa zdaj, da bi glasba potrebovala to oporo. Nasprotno, mislim, lahko se to združi, ampak nasprotno, zvočna informacija, ki spremlja to vizualizacijo, je pa vedno bolj siromašna. Oziroma, sej se tudi dogajajo, mislim, nekdo pač opazi, ugotovijo, to pa res ne gre, mislim, tak bebav zvok, mislim, pa pol se kdo spomni pa naredi, ali pa sej so te možnosti, da si sam glasbeno opremiš, oziroma sam zvočno opremiš vizualni del, recimo teh pametnih telefonov in tako naprej. Glasba sama ne potrebuje, mislim, glasba, ki je koncipirana kot glasbeno izkustvo, kot glasbena umetnost, seveda ne potrebuje vizualizacije, ji pa gotovo velikokrat lahko pomaga pri percepciji, ker, kot rečeno, tudi svetloba, mislim, bodimo si na jasnem, že primerno pripravljena odrska scena, ki je seveda stvar vizualizacije, kako so luči postavljene. Recimo koncerti v Filharmoniji so leta in leta, klasični koncerti, bili pri normalni luči, kot da si sredi dneva. Drugače podoživljaš, ne? Groza. Ampak potem so se pa le pojavili ljudje, ki so pogruntali, če jaz sem enkrat, pa dejte ljudje, pa sej imamo, sej so vse lučke gor, samo uporabiti, nekomu je treba reči, zaposliti, dajmo narediti sceno, barve, intimno sceno narediti čist drugače, tudi glasba funkcionira. Na tistem sporočilu. In tudi glasbeniki, ki igrajo drugače igrajo, ker so lahko veliko bolj posvečeni, veliko bolj fokusirani in skoncentrirani. No, da pa umetnost uporablja, torej vse te tehnične zmožnosti, ki jih danes imamo na razpolago, in da so te kako se reče, fuzije in združevanja, integriranje različnih umetnostnih zvrsti, seveda to je danes vedno lažje, možno dosegljivo, ni pa lažje iz tega narediti res en kvaliteten umetniški izdelek. Smo pa z glasbo tudi vedno bolj, bom rekla, povezani, in zdi se, da se danes snema slušalke, da jih ljudje snemajo na cesti ali avtobusu, tako kot se je včasih na cesti sleklo klobuk. Ja, sama je velika razlika. Klobuk, snet klobuk je bila posledica predhodne namere posvetiti se nekomu. Snet slušalke pa pomeni, da se pusti, da joj, kdo me pa moti zdaj. Jaz mislim, da je ta impuls precej drugačen. Vzrok je drugačen, zakaj si. Ja, in tisto slušalke, jaz ne vem, sej se posluša, ampak v bistvu se ne posluša. Mislim, koliko sliši se, ja, lahko da se posluša, ampak sliši, kaj se sliši, mislim, ja, ne vem, tu sem tudi skeptičen. Mislim, ker to so ta priložnost na mimogrede, kot, ja, to je tisto, kuhaš lahko, pa poslušaš glasbo, tako se pelješ v avtobusu, poslušaš, sej ne rečem, jaz sem velikrat tudi slušalkami poslušal, ko sem recimo pripravljal kakšno gradivo in ker nisem imel časa poslušati, sem medtem, ko sem šel z točke A do točke B, poslušal, o čemer mislim recimo predavati ali pa s čim se mislim ukvarjati. Seveda, vse je možno, ampak nasplošno, navaden zemljan seveda ne uporablja tega na ta način. Boris Grojs je rekel, novo ni samo novo, ampak, ne, drugačno ni samo drugačno, ampak novo in dobro drugačno. Skratka, poudarek je na tem, da potrebujemo novo drugačnost. In vi ste to prinesli tudi v naš svet, tudi veliko nagrad ste prejeli, mednarodnih, pri nas ste bili tudi nagrajenec Prešernovega sklada. Jaz vam zahvaljujem, da ste bili nocoj moj gost. Hvala za vaše besede, za upanje. Hvala za povabilo, bilo je prijetno. In
Tudi vam, spoštovane in spoštovani, če ste bili z nami.